strani pa je bil vsak dan ena svoja zgodba in vstajali smo zgodaj, hodili smo spat pozno, tako da bomo lepo obnovili. Tako da predlagam, da smo lepo pozorni. Jaz bom probal moderirati. Vi pa meni povejte, kako se je stvar dogajala, da bomo se spomnili teh dogodkov, pogledov, doživeti, izkušenj, da nam ne bo nekaj kaj ušlo. Se pravi, začelo se je enkrat zjutraj, najprej smo v Ljubljani pobrali, smo se zbrali, kdaj v pol petih, 15 do 5. Eni ste imeli že od 2 naprej zgodbo, tako da potem smo se peljali v Zagreb, v Zagrebu smo se srečali še z našimi hrvaškimi sopotniki in se spomnite, in potem smo šli na check-in, vse smo se lepo zastavili smo skupaj, spoznali smo se, v bistvu pa še do Istanbula nismo vedeli točno, koliko vas je, zato ker sem jaz vas Slovence prej dal na check-in, potem sem se pa še z vami Hrvati srečal, tako da ja, vse skupaj nas je bilo, potem smo se zbrali. Potem smo leteli v Istanbul, vse je bilo lepo, avion je bil poln, v Istanbulu smo tudi lepo šli skozi, se spomnite, in potem na poti proti Trabzonu. Letalo je bilo nabito polno, že tam smo se srečali s pravo Turčijo, bili smo edini tujci na letalu, in je bilo kar zabavno. In potem v Trabzonu smo šli ven, najprej smo čakali prtljago, se spomnite, 2 potnice ste več bile na tome, da idete svoj put na početku, ali boste se došli fino kot nas, v Trabzonu tamo, ja? Da. In potem, ko smo dobili prtljago, smo šli ven, se srečali z našim Ademom, tam smo se srečali z Ademom, šoferjem, našim voznikom, in pa tudi z našo turško sopotnico. We are now recollecting all the, z Aiden. In takrat smo postali ekipa, ne še. Poje pa še prišel Gvido. Tako smo se počasi zbirali, tako po etapah. In kaj smo potem naložili prtljago, ugotovili smo, da smo vsi dobili prtljago, kar je bilo wow, in smo šli naprej. Kaj se je pol dogajalo? Kam smo šli? Čajnico, bravo, šli smo gor v Črnem morju, malo smo se pogovarjali o Črnem morju, povedali smo, da so grški vtis, da je zelo subtropsko, da je ogromno zelenja, in smo se peljali v tovarno in predelovalnico čaja. Tam so nas najprej pogostili z enim tradicionalnim plesom. Spomnite za prvi dan, tako je bilo kar presenetljivo, smo prek njih spoznali Črnomorce, potem so nam pokazali, kako delajo čaj, to je šlo bolj na hitro. Na koncu smo pa že prvič srkali turški viski. Turški viski. To možete kazati, da ste celo vreme pili viski. Za doručak, za ručak in 3 puta između večerja in po večerji. Turški viski, ista, barva je ista, in zadeve tudi, Ok, in potem smo se peljali nazaj v hotel, takrat smo prvič, se spomnim, da je pokazal naš šofer, da obvlada avtobus, ko smo tam zavijali noter in preživeli prvi večer v Trabzonu. Trabzon je bil, Ful je bil lep večer, menjali denar, imelo prosto, šli ste lepo na svojo večerjo, kebabe in ste prinesli že zgodbo domov. In ste rekli, v tem Trabzonu bi pa kar ostali, da? Lušte je bilo živahno, polno, pestro, trgovince dobre. Tako, se že aklimatizirali. Sami pravi sopotniki, ni bilo treba nobenih drugih. In 2 zvečer je prišel še Gvido, ki je priletel z drugim letom, on je prišel iz Benetk, se mi zdi, malo kasneje. In zjutraj, in to je bil prvi dan. Potem drugi dan smo štartali že zelo zgodaj, tako kot po navadi, ob 7, ne, ob 8 smo šli. Drugi dan smo šli ob 8, zato ker je, in kam smo šli najprej? Gagali smo v hrib. Sumela, bil je samostan Sumela, šli smo visoko gor, se spomnite, v hribe, potem na osko dolino in potem smo se ustavili, namesto da bi šli z avtobusom naprej, smo šli peš. Samostan Sumela, začetek 386, vidite, ta je bil pa 397, ta zadnji, se pravi, isti čas, konec 4. stoletja.
Grki so ga ustanovili, noter je bila, se spomnite, ikona Svete Marije, ki je bila zdravilna ikona. No, tam smo šli lepo gor, ful je bilo lepo, sveže, čudovit sprehod, ogledali smo si samostan in nazaj smo se peljali s kombiji. Se spomnite, smo šli v kombije, smo se preselili na avtobus in potem smo že sopihali v klance po Svilini cesti Marka Pola, ki sem vam razlagal Svilino cesto, se spomnite, čez prelaz Zigana in potem smo videli, da je na drugi strani vedno bolj redko zelenje, vedno bolj je postajalo suho, vedno manj je bilo dreves in vmes smo se potem še ustavili za kosilo, spomnite, spoznali smo se z pestilom, pestil je tista slaščica z orehi noter, na siesti potem čez prelaze, potem smo prišli na visok prelaz, se spomnište, 2300 in še nekaj metrov, smo od zgoraj, spomenik je bil, Köpedak se imenuje, Köpedak je bila, ja, spomenik iz prve svetovne vojne in smo se potem spustili dol v dolino Erzuruma oziroma na Anatolsko planoto. Pogledi so bili super, se spomnite na vse strani, bili smo navdušeni, nismo še vedeli, da bomo pa skozi imeli take poglede ali pa še hujš. In smo popoldne prišli v Erzurum. Erzurum smo rekli najvišje ležeče mesto v Turčiji, okoli 2000, citadela je okoli 2000 metrov, najbolj mrzlo mesto, od zadaj so bile Palandoke, 3000 hribi, visokih hribi zadaj, ne. Rekli smo, da je bila to prva seldžuška prestolnica v Anatoliji in smo se podali na ogled teh lepih seldžuških zgradb iz 11., 12., 13. stoletja. Drži? Prej smo zvedeli, kdo so bili seldžuki, to so bili prvi Turki, ki so vstopili v Anatolijo v 11. stoletju. Najprej smo obiskali eno zaprto mošejo Jakutije, kjer je bil muzej, se spomnite, taka zaprta bazaltna Jakutije. Potem smo se sprehodili čez mesto, si pogledali citadelo in pa tiste stare hiše, na kar smo prvo poroko srečali pred mošejo z dvojnim minaretom, se spomnite? Šli pogledati, kakšna je hiša iz Karsa, Erzurumska hiša od znotraj, se spomnite, v kući smo bili. In tam smo imeli prvi, pogrešili smo 2 potnika naša. In to je bilo super, jer posle toga nikog više nismo pogrešili. Jaz sem sicer že prej tisti dan razlagal, da ne znam štet, ampak potem so pa, ko smo pogrešili prva 2 potnika, ste svi razumeli, da to stvarno istina, da nije to šala. Pa smo uvijek bili tačni. Vidite, kako to fino izgleda. Mi smo bili dogovoreni prije, zdaj vam lahko rečemo, ne, da se ona 2 malo zaostaju, pa da napravimo malo, insceniramo jednu ovakvu zanimljivu scenu, da bi onda sve išlo još bolje nego što i tako. A je bilo zanimljivo, ja? Za njih 2, ne, jer tako je bilo zanimljivo. To ćete ostati u spominu i za nas, jer smo svi brinuli za vas. Mi smo već u jednom danu došli da brinemo o svakome između. Ja. No, potem smo skupaj, a potem pa že skupaj, smo pa prišli nazaj in je bila osvetljena mošeja. Spomnite, tista mošeja smo slikali. Potem smo šli še seldžuško mošejo, pogledali, je bila prva seldžuška z 20 kupolami iz 13. stoletja. In potem smo bili že vsi utrujeni, smo rekli, če bo vsak dan tak, pol bo to grozno, ne? Ampak da se je čakala še večerja. Jedli smo pa, se spomnite, šli smo v restauracijo in smo jedli tista nabodala, se spomnite, ko so jih takole dali, dokler nisi rekel ne, toliko časa so ti nosili. Prva večerja. To se imenuje čak kebab iz Erzuruma. In končno, najbolj žilo, zato ker to so bile take, ovce so bile še tam, so se še pasle, to je bilo vse na polno. Bežale pred volkovi, to so bile mišice. In na koncu najlepši del dneva in najbolj veličasten dogodek prihod v hotel. Se spomnim, ko so bili takole vsi taki že, Dobro je.
To je bil drugi dan že, ne? Potem smo šli tretji dan, smo štartali, pa že pravo, smo šli ob 7 že iz hotela. Tretji dan je bil tudi tako zelo dolg. Se spomnite, smo najprej vozili po Anatolski planoti, po srednji cesti proti Araratu in prvi postanek je bil pri Horasanskem mostu, ja? Horasanskem mostu. Tam je bilo stičišče, smo rekli, med dva hudournika sta se združila v reko Aras. Rekli smo, da reka Aras pa je ena od 3 rek, ki so tekle nekoč iz raja. Aras, Eufratigris in pa 4., ki je potem kasneje ne znamo. Kar pomeni, da smo mi v Erzurumu živeli, lahko rečemo, tisto noč v raju. Ampak tega nismo vedeli, drugače ne bi spali. Tu pa smo spali. Dobro, to je bil most čez Horasan. Potem pa smo zavili nazaj, pa potem pa ni taki mali cestici v Brda, ne? Ful lepa pokrajina, se spomnite? Ustavili smo se, šli smo nad pokrajino, en tak mali kanjon je bil, ena taka soteska. Potem smo šli čez prelaz, spet čez 2300 metrov bilo tam, ne? In potem dol, in kaj je bilo pol, se spomnite? Čez prelaz, kako bi kaže, prelaz. Prelaz, ja. In onda Ja. Oskar svima daje jedinicu. Ne, svi mi to... Čez prelaz smo išli in na druge strani smo se ustavili v jednoj vasi, v jednom selu. Čimenli. Tudi prelaz je bil ime Čimenli, ja, in vas Čimenli. In smo šli na sprehod. Spoznali smo Anatolsko kurjavo, spoznali smo vasico, sprehodili smo se, gledali čistko in potem je bilo ful dobro, ne je bilo dobro. Tam smo se lepo spoznali z unimi lokalnimi gospemi, naša Ajden je navezala kontakt, potem so nam čaj dali lepo, pa je prišel še vaški poglavar, potem je še pobiral, potem je bil ful vesel, ki je zbral za mošejo in potem smo šli nazaj, tako da smo videli, kako ti Anatolci živijo tam nekje 2000 nad morjem. Ja, zanimiva izkušnja, ne da? Dobro, potem smo se spustili dol in kaj je bil naslednji postanek? Kdo? Kako? Vulkanske kamenine, tiste... Ja. Torej, vzhodno-turška Kapadokija, s tem upravim, ali pa če bi rekel, kot bi bil Bryce Canyon v Ameriki, ne, to je tudi ena taka scena. Tiste rdeče konture iz tufa, ti se bilo tudi noro, ne, presenečenje, smo šli gor do vrha, spomnite? Eni ste šli prav čist gor do vrha in je bilo pol, smo tam, kot otroci smo bili, ne, če bi 2 ure bil še prej, bi pa še 2 ure tam okoli hodili. Res ste smo šli, tretji dan pa smo bili še čist tako zneseni. Ja, ti se je bilo tudi lep dogodek, ne. Pa smo pa šli naprej v mesto Oltu, čez mesto. In seveda, tisti, ki niste spali, ste videli, kakšna nora pokrajina je bila, ne. Sve je bilo šareno, sve je bilo rumeno, pa je bilo zeleno, pa to razno bojne. Tam bi lahko cel dan, ne, bil, pa je bilo noro. A potem pa smo se dvigali nazaj gor na visoko Anatolsko planoto in smo prišli spet na te neskončne zelene travnike. Goličava čista, se spomnite? Sam ovce nekje, potem tele, kaj so že, goske in pa vasice tako lepo. Gosi, ne? Ja, in potem smo šli od tam, smo potem se vozili po teh neskončnih višinskih poljanah, to je območje Karsa. Omenili smo, da so tamle drugače Gruzici, povedali smo nekaj o Gruzincih, ne? Do Ardahana. V Ardahanu smo pojedli še en kebab, takrat je bil še dober, tada je bil še dober, tisti je bil super, ja. Od 8. dalje nije bil najbolji. Prvih 7 je bilo super, ali 8 je... Ja, tako se je bilo, najprej bilo vse super, potem pa je bilo treba malo več peščanca pa teh ostalih zadev, skršno solatko pa to. Dobre, ja, Ardahanu smo pojedli kosilo
In potem smo se peljali naprej po tej nori pokrajini, po teh goričavah, s temi vasicami in tako neskončna, posebno azijska, do ene vasice, se ni važno, kako je ime, in tam smo šli na pohod. Spomnite pohoda? Prosim? Vas treh bratov je bila odlična. Vas treh kavkaških bratov, ki so prišli, se naselili in zdaj so vsi v šlahti, a ne? Bravo, gledaj, kako si lepo spomnil. Evo, super. In do tem smo šli potem do Šejtan Kale. Ful lep sprehod je bil, ne? Lepo smo hodili, smo sproščeno, taka res dramatična pokrajina, kanjon spodaj. Potem smo srečali še televizijsko ekipo, ki nas je posnela in smo imeli intervju. In ta intervju je bil objavljen. Ja, a vam pokazal Adem, ne? Ne. A ni? Oh, Adem, kje si? Where is Adem? Bring him back. Ok, ja, in potem smo šli lepo nazaj in še mimo jezera Čuldar, to je bilo sladkovodno jezero, tudi na okoli 2000 metrov višine, vse je bilo to. Smo se potem spustili počasi zvečer, se spomnite, v Kars. In Adem nam je razlagal, koliko je malo podatkov o tem, kakšna je sociala, kakšna je Turčija danes. V Karsu smo šli pojesti večerja in potem smo imeli zaslužen počitek. Drži? Ampak naslednje jutro smo spet zelo zgodaj vstali, 5:45. Joj, ko boste doma govorili, ne govorite tako. Povejte, da ste lepo 7:30 vstali, 8:30 ali pa ob 9 je bil vzhod. 20 na službi. Ojoj, nemoj to. Nemojte to pričati, niko neće se nama putovati. Dajte vi ovo, 7:30 buđenje, u 9 vino i posle 5, između 5 i 6 dođemo u hotel, pa malo na bazenčić. Večer ima dosta vremena, čak bi možda i nešto više, da bi bilo malo jače, možda bi bilo u redu. Tako kažete, pa će ljudi doći na naše putovanja. Ne, ja, možda ne. Super, ja. Ja. A ne? O, dobro. Ob 7 smo še šli na oblanem, kaj smo še takoj šli proti vzhodu, čist na armensko mejo, in smo si pogledali Ani, staro, zasanjano armensko prestolnico, ki že vsaj 300 let živi svoj mrtvi san, tako nekako je bilo. Tam kar na tisti planjavi, na tisti plošči, ujeta med dva hudournika in reko Arpo. Najprej si prestopil noter, si rekel, to je samo neko kamenje, ampak bolj, ko smo bili noter, lepše je bilo, ne da. Pogledali smo si najprej tisto cerkev, ki je bila na pol preklana, se spomnite? Ja, od rešenika. Potem smo si pogledali spodaj dol, pa svetega Gregorja, tako, razsvetljevalca. Ja, in potem smo šli v katedralo. Smo si pogledali, to je bila največja cerkev tam v centru mesta, ne? In potem smo šli pogledati še od zunaj samo Svetjuško mošejo. In na koncu smo se uspeli gor na Citadelo z lepim pogledom na okolico, ne? Potem v prostem času ste šli, ste lahko še raziskali svoje stvari. Videli smo tudi most Marka Pola, ki je šel čez, skratka, in zvedeli in tja dol in nazaj, pa še zgodbo o Armencih. Tako da verjamem, da zdaj imamo o Armencih en vtis, in vemo, kje so živeli v vzhodni Turčiji, kaj se z njimi zgodilo, od kje so prišli, kako so živeli in kje so zdaj, kaj se z njimi dogaja. Dobro, in potem smo šli naprej, smo mislili, to je že, smo šli nazaj v Kars in smo si privoščili eno prav posebno kosilo, se spomnite? Kaj smo jedali takrat, je še en kebab bil? Šta smo, ajde zadnja klupa? Ribica. A kaj, jesi kazala sir? Ako si kazala sir, to je v redu je. Sir, Da, bravo, sedi 5. Sir smo probali, ker smo rekli, da Kars je poznan po siru in po medu. Če boste kdaj v Turčiji, vprašajte za karški sir, zelo dober, ne? Tam je dobra trava, veliko je krav in pač oni imajo to. Sir, med, čajček smo dober, kruh dober, ne, vse je bilo. In smo se dobro najeti, ne? Ja. In seveda potem smo šipali lepo na siesto, na avtobusu proti jugu, ob
armenski meji smo potovali dol, se spomnite, in tam na vrhu smo pogledali tako zeleno oazo. Tako z vrha se je videla dol. In že Ararat je bil pa viden tako dol naravnost. No, in potem smo se spustili, to je bila spet reka Aras, ki smo jo prejšnji dan videli, zdaj pa se je tukaj izlivala z Arpo in tvorila obmejno reko. Šli smo čez most in se kar enkrat ustavili. In potem smo šli peš, se spomnite? V tist Mars, šli smo raziskovati Mars, dolino Marsa. Kaj bomo šli tej, potem, ko smo prišli kar enkrat, wow, ne, da je bilo dobro, a? Ko zdaj pomislimo, je bilo res super. Vse rdeče, vse tako peščeno, tako pravlično, ne? To je, ja, vijolični raj ali pa Marsova pokrajina ali pa purple vijolični, ja. Čistko, noč ni bilo tazga, samo ob cesti se, ne, ampak ko smo prišel, kaj je bilo pa ful dober. Ja, to potem bil še vojska nas pogleda, če smo mogoče begunci, če bi hoteli prebežati v Iran, pa ko so videli, da ne želimo prebežati v Iran, so rekli, bomo pejte naprej. Prebežnikov takih ponavadi niso imeli, ja. Super, vojska nas je srečala in potem smo šli pa še eno presenečenje, ne da? Se spomnite? Rudnik soli. Solni rudnik, ja. Noben ni pričakoval, ne? Sredi te Anatolije, potem prideš noter, pa kar takole, kaj je to res, ne? Tuzluča, ja, Tuzluča, solni rudnik v Tuzliči. In potem je pa še eno top presenečenje, ne, to je pa največje. Ti bi cel dan presenečenje, ne da? Če An je bilo presenečenje, pol kosilo v Karsu je bilo presenečenje, Tuzluča je bilo tale vijolični raj, ne, Mars, solni rudnik in na koncu smo šli pa še kaj pod Ararat globoko noter k nomadom. Na planšarijo. Tisti je bilo pa špona, ne? To so vedno, ne? Bili smo, kako oni živijo, potem smo se tudi vojaki spet so prišli nas pogled. Vsak smo bili, mi atrakcija, oni atrakcija, vsi smo bili atrakcija. In potem smo šli še raziskovati armensko baziliko in grobove, spomnite, smo grobove raziskovali. In na koncu smo pristali na čaju pri teh naših domačinih čist na koncu. In v trdi temi smo potem vsi utrujeni, vem, da eni ste tisti pa že komaj dihali tiste večer, ne, preveč je bilo, smo šli pa še na večerjo. V center velemestnega Dolgobejazita. In končno prispeli celo do, da se sečate, do hotela in bam. Bam. Dobro je. Lepo nam grejo, ne? Super, lepo vidim, da se veliko spomnimo, da je vse več ali manj še živo. Jaz se bom lepo utrdilo, strukturiralo. Eden nekaj pozabi in drug nekaj drugega pozabi, zdaj ko pa vsi to skupaj lepo podoživimo, se nam pa potem utrde in bo ostalo. Posebej, ko boste fotke gledali, verjetno, ko boste kaj urejali, boste vam v kakšno ime kdaj ušlo in zdaj ga boste lepo podoživeli nazaj. Naslednje jutro smo soglasno, mi smo prav soglasni, ste videli, naš parlament slovenski bi se lahko ponazglasilo, mislim, da tukaj, mi bi se tako hitro zmenili vse, ne? V soglasno smo se zmenili, da naslednje jutro ne bomo ostajali v 4:30, da se sečate, mi smo se odločili, da nečemo na uznazak sunca, da smo to več, svi smo dosta stari, da smo to več videli, pa smo celo spali do 7. In potem smo si pogledali kaj? No je to barko. No je to barko. Lepo, ne, pokrajina, spet nora. Spodaj se spomnite, silina cesta, zelena, mali Ararat, veliki Ararat, no? Noro, kaj? Tako, to so taki pogledi vredni enega življenja, tako res. Se pa prijo pa drugi, pa pozabiš, ko se pa nazaj, boste videli fotke, pa kar zaživi nazaj. Tisto, ne? In no je to barka je sploh izzivalna, ta zgodba, kako je ta nova teovarka tam prišla in vse smo zvedeli. No, pa smo se pa odpeljali še eno večjo zabavo, to pa je bila palača Izaka Paše. Palača, ne? Sredi ničesar taka nora palača. Tlele v sami naravi, v samem kamenju, tam same neke vasice, pa palača Izaka Paše. Klima? Aha. Pogledali smo si palačo in smo, to je bila res lepa zgodba, ne, tudi pogledi iz palače, o palači, iz vseh koncev je bilo ful lepo, ne, to je res tak kraj, ki si ga človek zapomni.
na ciljno cesto, na poti v Iran, nekam v Tabriz in samo pogledaš dol in se ti že odplavajo v bistvu nekam tja proti Kitajski. In potem smo od tam, ja, dobro smo šli v Dolgo Bezic, smo na kosilo, ne? Na burek. Na burek, na burek. Večinoma, ja. To je bila prva prosta ura na potovanju. Tam sem vam dal idejo, da dobite voucher za prosten čas. Ja, čevlje so popravili, po vseh teh dneh so imeli čas za čevlje popraviti, ki so se prvi dan razsule, ne. Jaz sem lansiral idejo, da bi jaz prodajal voucherje za prosti čas, pa noben ni bil za. Da prodajem voucherje za slobodno vreme, niko ni bil za. A tu bi ja za radio, znate ono. Stavo. A, svi još idemo dalje, v redu. Pa so boste podne išli čez največji prelaz, to je bil Tendurek. 3640 metrov, nekje visoko, 2600, 2640, nešto tako. Ja, videli smo vulkan je, in onda smo se vzove lavini jezik, super vozili, baš je, opet je bila jedna fantastična pokrajina. Onda ostavili smo se pri slapovih Muradije, tudi lepo doživeti, tam so bile tiste spet poroke, skozi so bile poroke, ne? In končali smo v mestu Van. Že prej smo videli jezero Van, ki je največje sodovo jezero na svetu in največje turško jezero, rekli smo 3700 kvadratnih kilometrov in leži nekje med 1650 in 1700 metrov višine. Ja. Potem smo si pripeljali v mesto Van, smo si pogledali vanske muce in pa srebro, nekaj srebra smo si ogledali, kako so Urarci, smo se seznanili smo se z urartsko civilizacijo in tem srebrom in popoldne in potem smo se sprehodili gor. A ste videli tiste fotke iz sončnega zahoda? Nore fotke, a? Tiste so bile res. Najlepši sončni zahod smo doživeli na poti prav na urartski citadeli, vanski citadeli, ne? Ja, ob sončnem zahodu nad jezerom Van. Taka čarobna zgodba. In ko smo mislili, da je dneva že konec, se je zgodila še eno presenečenje, a ste videli, kakšna energija se je sprožila. Ko bi atomsko bombo, pa... Je se sečate? Poišli smo v trgovino. Da, kako smo se navezli. V ono trgovino. Tam je bilo pa, a? Najeli se. Čisto smo bili sproščeni, to je bilo totalno. A ni bilo doživetje, to je bil res tak preboj. Tam smo probavali vse živo, kar so imeli. On se je za glavo držal, pokupili smo pol trgovine. Rekel, da drugič ne vedel, če nas bo še toliko pokupil, da to je groza. Ne, ne se kirajte se, ful je bil vesel, mi pa tudi ne. Mi smo pa večerjo dobili tam, malo smo tega, malo unga, malo tega, pa je bila za njih trgovina, za nas restoran. Ful je bilo dobro. A ne je bilo dobro. Sam še kruh je manjko. Da nisi človek samega sira jedel pa teh, da je malo leba, da se razreči. Ok. In potem hotel in nekateri ste še bolj zvečer ven, ste rekli, da je bilo ful lepo mesto, da je bilo krasno, da je Van čudovito mesto. Drugi ste si pa nabirati energije za naslednji dan. Vidite, koliko se nam je vse dogajalo, pa grem zelo hitro, ne da? To je bila, mislim, da polovica potovanja, ne? In potem smo naslednji dan še zjutraj štartali, spet zgodaj smo še najprej si ogledali preproge, so nam razložili, kaj so kurdske te, one preproge, čilibi in vse te vrste, se spomnite, so bili lepe preproge, ne? Potem smo se peljali ob jezeru Van, smo šli z ladico na Ahdamar, na otoček, tudi zelo lepa izkušnja, ne da? Ogledali smo si armensko katedralo iz 11. stoletja, ki je posvečena Devici Mariji, sveti Mariji naši, ja, potem smo imeli prosto in nekateri ste se kopali, drži? Drži. V Sodavem jezeru. Samo Milan. Trije so bili glavni igralci, ostali so bili opazovalci. Trije glavni igrači, ostali svi osmatrači. Ja, vsak svojo izkušnjo.
se pripeljemo nazaj. Smo malo stavili na poti Karavanseraj. na Karavanseraju, bravo, zelo lep Karavanseraj, se spomnite. Začutili hamam, smo pogledali, kako so une hale, ogromne hale za kamele, deve, za deve. In potem smo začeli spuščati tam, kjer je šel Aleksander Veliki gor in kralj Kir dol, to je bila to znana karavanska pot v Mezopotamijo. Dolga vožnja, na vožnji smo se postavili tam, ko smo pili na kavico, se spomnite, čaj, taka živahna zgodba je bila. Moderni Karavanseraj smo poimenovali. In potem je začel naš Adem, jaz sem o tem razlagal malo o islamu, in potem nam je Adem začel, pa smo se ustavili še pri, kje smo se ustavili, na poti do večere smo se ustavili še Most. pri mostu, vzhodno-turški Mostar, tam so bile tudi ena mladoporočenka, ali kako je bilo, tam smo imeli fotoshooting, potem smo v mestu Silvan šli na jetrca, goveja jetrca, ne? Očega mesa. Vsak je imel svoje ideje o teh jetrcih, ampak vse so bile dobre, pojedli smo pa, so bili lačni. In potem od Silvana naprej je pa naš Adem prevzel mikrofon, se spomnite, in nam je pel ezan, se pravi klic k molitvi, potem, če ga ne bi ustavil, bi cel Koran prebral, ne? Ful je navdušen bil, to je najboljše bilo. In mi smo uživali v tej razlagi, ne da je bilo lepo. Sicer je bila že tema, potem zadnja ura, ampak ko bi mi smo bili v Diyarbakirju. Torej, prva noč v Diyarbakirju, veliko mesto, 2-milijonska prestolnica, Kurdov smo rekli, ne? Mesto ob Eufratu, na koncu plovne poti Eufrata, na visoki bazaltni planoti, z drugim največjim obzidjem srednjega veka, 6 kilometrov, to smo ga bazaltnim gor na vrhu, ne? Ja, prestolnica Lubenic, smo rekli do 60-70 kg lubenice, vsako leto imajo festival Lubenic in zberejo največjo lubenico. In pa tudi kot najbolj vroče mesto v Turčiji. Znotraj obzidja se naredi kotu. In to 50 stopinj. Ljudje umirajo od vročine, ali pa ne. No, skratka, Diyarbakir. In tam smo potem prišli zvečer, eni ste šli na koncert, eni ste šli malo naokrog, eni ste šli pa počivati. Smo? Ste še zraven? Ali ste že kam odplavali? Diyarbakir, ja. In potem naslednje jutro smo si ogledali Diyarbakir, najprej tiste bazaltne zgradbe iz 18., 19., 20. stoletja, pa smo šli v Ulu mošejo, se spomnite, ki je rekel Adem, da je to ena 5 najbolj pomembnih mošej muslimanskega sveta. Povedali smo, da je bilo tam praktično od nekdaj je bil sveti hram, najprej bil tempelj ognja, zaratostrijanski tempelj, potem je bil poganski, potem je bil krščansko, še judovska mošeja, potem je bil krščansko in na koncu je zdaj že od 7. stoletja naprej mošeja. No, in smo šli noter pogledati in tam je Adam nam je potem kaj naredil, nam je pokazal, kako se muslimani klanjajo, nam je razložil, malo nam Koran bral. In videli smo, vse mošeje so pol več ali manj podobne, ampak niso bile. Ta je bila bazaltna, podolgovata, ta je bila arabska, se spomnite, pa kvadraten minaret je imela, ostale mošeje so bile vsaka bila nekaj svojega. No in potem smo šli v čudovit Hasan Paša Han na čaj in kavo. In tam sem slišal euforične vzklike, ko je nekdo kupoval sviljene rute. Ali je to bilo res, ali pa je bilo to sosedne skupine. Sviljene rute, potem džezvice, to so padale takole, take in drugačne rute. Luška je lepo, da je bil lep Han. Potem je sledil sprehod po bazarju, smo šli tam lepo, se dvigali gor na obzidje, videli most pa Tigris. Se spomnite, kaj je bilo pol? To je pa zdaj novejša zgodovina. O tem se pa strokovnjaki še ne strinjajo povsem, zato se jo ne učijo v osnovnih šolah. Šli smo na most. Na most smo šli, ja. Spomnite, in tam je bila žurka, raftari. To vam je pa kar ostalo, to vam je išlo. Pa smo našli eno slepo pego.
teden sporta in kar naenkrat tam ne vidimo, vse se zabava. Ja, to je bil most, prav ta most, čez reko Tigris. Od tam pa smo po visoki bazaltni planoti potovali z avtobusom proti Evfratu. In jaz sem vas tako lepo uspaval, sem vam razlagal zgodovino, celotno tako pregled zgodovine. In potem sem pogledal nazaj in ste vsi tako lepo spali. Sem rekel, tak dober glas. In sem se spomnil, kako sem jaz to zgodovino, ker sem vsakič v srednji šoli se spomnim refren moja profesorce zgodovine, gospe Češarek. In njeni refren, 4 leta sem ga poslušal, Oskar, dajte no trapajte, sedite ena. To je bilo 4 leta, ne. In potem, ko sem se začel ukvarjati z vodenjem in sem mogel tisto knjigo zgodovina, ne, ker pač to je dejstvo, ne, da je treba znati, sem prišel do 3/4 strani, pa sem zaspal. Pa sem spet začel, pa sem prišel pa sem zaspal. In sem rabil, ne vem, en teden, da sem prišel do 4. strani, pa je pa šlo naprej. Grozno. In potem sem rekel, odlično, če želim, da skupina zaspi, začnemo iz pradavnine. Počem iz praveka, ja, dok ja dođem do prve letnice, svi ćete već duboko spavati. Ja, ni to nekaj najbolj groznega in to je neverjetno. In jaz sem vam to razlagal toliko časa, da sem prav mislim, da nima nobenega kim. Edini Gvido me je poslušal. Ja, ki je bil ful zainteresiran, kako bomo zdaj to prodal naprej. Ja. A ni moral, ampak je to rekel, stače se, ker to so take sinteze, da bo je težko to. Ja. No in potem smo lepo pripotovali do reke Evfrat. Se spomnite, ko smo se tam dvigali pogled kar naenkrat med hribi noter modrina. In tam smo jedli tiste slavne ribe in pa slavno kosilo na drugi strani reke Evfrat, ki jih nekateri še danes čutite, ali še čutite kakšne tiste ribice. Meni so plavali v Evfratu, v to vašem želodcu pa niso plavali, niso bili najbolj zadovoljni, nekateri ste imeli bolj nekih. Potem smo šli naprej do mesta Kahte in tam srečali našo skupino sopotnikov, ja, od našega profesorja Dragana Potočnika iz Maribora, ne. In je prišlo kar naenkrat, da smo se dve skupine tujcev, edine dve v vzhodni Turčiji srečali. In oboje smo bili Slovenci in oboje smo bili naši. In kar tako smo se zdeli skupaj, brez da bi zdaj nekaj pametovali, ne, tako smo bili zelo zvedavo, kje pa vi, kaj pa vi, a ni bilo dobro. In smo se popoldne preživeli skupaj. Smo si pogledali most Čendere, to je bil most čez na Hudournik, tretjega stoletja našega štetja. Ja, in potem smo šli čez eno vasico, ki se imenuje Stara Kahta, se spomnim, da smo šli naokrog, malo pogledali, kako oni živijo. Potem smo pili menengeč, to je kava, ne kava, ampak napitek, to ni kava, ampak je bil iz divjih pistacijev, praženi divji pistaciji. Smo rekli, da bomo zdravi vse, kar imate. Ja, tako okus, ki ga nismo navajeni, ampak če bi ga pili še ne parkrat bi ga popili, bi vam zlezel pod kožo, ker je tak dober napitek. In potem smo šli še čez Celžuški most, eni smo šli v vodo, se spomnite, tam smo še malo korakali, ker še ni bilo dovolj korakov, in potem smo šibili gor proti vrhu, gore, z imenom Gore z imenom Nemrut, bravo, kjer si je takratni kralj z imenom Antioh v prvem stoletju pred našim štetjem na 2150 metrov visoki gori postavil svojo grobnico. Na zahodnem in vzhodnem platoju, ne, sta bili, se pravi, kdo so bili njegovi prijatelji, s katerimi je on tam gor bil? Bogovi, ja, bogovi. Orel in lev kot simboli, potem pa imamo, koga imamo? Apolona, Tiše, Fortuno, srečo, ne. Potem imamo Zeusa, med Zeusom in Herkulom je bil sam Antioh in na koncu imamo še leva, še Herkula in potem imamo še leva in tega, ja.
Super nam je bilo, ja, danes dež je prišel, a ne se spomnite? Bilo je dramatično, bomo, ne bomo. A bomo res šli gor, a je res nor, da nas bo kar gor nateral. Mavrica je bila, Mavrica je bila, to je to, ampak Mavrica je bila. Dež je bil, ampak sonce je bil lahko, vse je bilo hkrati. V tistih 10 minutah se je zgodilo cel dan, ampak na koncu je zmagalo dobro nad zlim. To je tipičen primer, ne, naša moč je bila močnejša od dežja, borili smo dež stran in se potem vsi doživeli. Je bilo eno lepših doživeti, kaj je visoko gor. In še zadnji trenutek smo vsi, ja. Jaz prvič, odkar vodim, nisem čakal sončnega zahoda. Ampak sem prav vesel za to. Ker tiskaj bi ga čakal, bi bil zelo moker. Ja, to je bilo. In potem smo še dol, na dobro večerjo, se spomnite. Zamenjali smo našega vodnika, Adema smo dali oni skupini in dobili smo Tolgo, našega novega vodnika. Najprej smo bili žalostni, ne? Res smo bili žalostni, to je lepo. Ja, potovanje so zelo dobra ta čustvena nihanja, enkrat si malo euforičen, recimo dopoldne, ko kupuješ svilene tele, potem si malo žalosten in potem naslednje jutro si spet euforičen in potem spet malo žalosten, to čustvena gugalnica. In vse je lepo. Super. In smo potem šli do mesta Adiamant, se še odpeljali, ne, še eno 45 minut in bili v najboljšem hotelu na našem potovanju tisto noč, ne? Tisto noč. Ne, renesans je bil, tist, ki je bil pa najlepši v renesančnih časih, je bil pa v Vanu. Tiste je bil v Vanu, ja. Ta pa je bil najnovejši, ker je bil 6 mesecev prej odprt. Upam, da bo drugo leto vsaj pol tega pišče ostalo. Tle v vzhodni Turčiji zvezde hitro poniknejo. Anyway, zelo dobro. Zjutraj lep zajtrk. Zdaj smo pa že v bistvu včeraj, a veste ti to? Jerma, kaj se pihaš? Ja, včeraj, ja. Startali smo prav iz Adiamana, se peljali proti Eufratu, se spomnite? Proti jezu. Še prej smo se ustavili in smo se dotaknili Eufrata, pri mostu, se spomnite? In čez most občudovali reko in kako je majhna. Šli potem gor na Ataturkov jez, občudovali ogromen, četrti največji nasipan jez tistega časa, iz leta 1983. Smo rekli, 1819 metrov je dolg in 169 metrov visok, popili kavico, se lepo imeli tam gor, ne? Potem smo zvedeli nekaj o voltaži in kaj so že vataži, volti, vati. Milan to zna. Ja, mini predavanje o tem in kako je 1000 voltov med dvema, kjer sem si zapol korakoma, se rekel, oj, jaz že ne bom šel kaj. Ne, 1000 voltov, ne vem kaj to pomeni, ampak meni to ni bilo všeč. Ja, res je tako. Ne, se je res, sam pravim, da ker meni 300 megavatov nič ne pomeni, ko pa eden reče, da 30.000 žarenc, pa reče, to je velik. Tle se boje, bolj domet končam. V redu, in potem smo šli naprej in smo si, bojo bo pa Givekli tepe. Tudi boljše doživeti, ne? Razlaga, ogled, shopping, da ne rečem, ne? Druga špica, ne? Same take zanimive stvari, a vište, v tem potovanju, koliko takih dogodkov, pa vse pa bam, te kar zadenejo, ne? In potem tudi Haran, tudi so kosilo včeraj je bilo prijazno, potem čebelje hiške so bile zelo, ja, sam po kosilu so bile, če bile pred kosilom je bilo lepše, ampak Bog pomagi, je bilo kosilo mobilno, ne, in potem s polnim trebuhom človek drugače doživlja, kot pa, če ima tega polnega trebuha. Ja, in pa smo že mislili, da te pa sam še gremo spat v Urfo, se je pa ful presenečeni, ker ta šalni Urfa je bila pa res tepa, ne? Najprej hotel, ko je pa res ta butični hotelček, ne? In potem pa zeleno, pa urejenost, pa razsvetljenost, pa bazar trošica, pa zadnje, edina dva proste ure časa za krapi. Tako piše v knjigi, krapi.
Bog pomagaj. Dajmo se zmeniti za krape, če to, pa ja, naj bojo krapi se. Ja, lepo je bilo, ne, v glavnem, to je bilo včeraj. Spet je bil čudovit dan, ne, vse skupaj je bilo res top. Lučke, ja, zvečer, če ste bili kaj na našem, na tem hotelu, ne, ste videli povsod lepo razsvetljeno, ni bilo doma Citadela, dva stebra gor. In pa začutili ste arabski stil, seveda, tu smo bili pa zdaj v Arabiji, ne. In danes smo imeli rekord v jutranjem vstajanju, 4:45 odbujenje, 4:20 so že budili, ja. Za vsak slučaj. Vsak slučaj. Da ne bo kdo rekel, da je prepozno bil zbojen. In potem, ja, jaz sem šel še vmes v bolnico na PCR, ampak v glavnem ob 6 smo odšli, 2 ure in pol smo se vozili po Mezopotamiji. In kaj tisti, ki niste spali, ste videli, da kamorkoli si pogledal, so bila sama, kaj, koruza, ne? Polja. Polja, 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 polja. In potem smo prišli do Mardina. Najprej pogled iz Mardina dol na Mezopotamijo, je tak kraljevski, ne? Najlepši pogled. Pol tudi ta medresa Cinčirije, ker smo šli tam, ne, tudi zelo lepa. Pa sprehod po Mardinu, pravličen. Pa prosto na bazarju, tudi lepo, ne. Vse je bilo danes malo prekratko, lahko bi še kakšen dan dodali, ampak Bog pomagaj. Potem pa smo šli naprej v Midjat. V Midjatu smo si pogledali to hišo, kjer delajo telenovele. In videli, kako lepe, čudovite hiše so v okolici, prav lučkan je bil, ne, te postane. In potem nas je čakal še samostan, spet svoja zgodba, spet nekam res ful, ne, tako. Mar Gabriel, Mar znači sveti, sveti Gabriel. Mor Gabriel, pardon, Mor, oni pravi Mor. Ja? O sirske apostolske, Jakobitov, izvedel o Jakobitih, kako oni živijo tle Bogu in za nogo neko svoje življenje, še vedno berajo aramejščino in govorijo aramejščino, se pravi, negujejo ta Kristusov jezik, ki je bil v 6., 5. in 4. stoletju v lingah franka celotnega območja, se pravi za časa Perzicov, Perzici so aramejščino povzeli, ne. In za zadnjo točko, joj sem že, jaz sem smatral, pa sem ja, če gremo v Mar Gabriel, zdaj da ne bomo šli podrobnosti, ne, je sveti čakal Gabriel, Mor Gabriel je bil pa, kako je že bil on ta drug? Pozabil sem ga zdaj. Samuel, ja. Tako, ja. No in potem smo za višek pa še doživeli Hasan Kejf, zdaj na koncu, ne, zadnja. Tam pa ima tudi mnogo zgodb, da ne bi zdaj preveč vse hkrati. Skratka, to potovanje je bilo res kar izjemno polno, ne. Bili smo na 100 metrov v Aniju od armenske meje, ja. 15 kilometrov od slovite sirske meje, v Siriji vojna. Bili smo, ja, 100 metrov, ja. Od Irana smo bili mogoče 7 kilometrov, 8 tam na Nojtoj barki, ne. Nobeden. In mi smo bili, 10 dni smo bili kot eden, taka skupina, da za vikend. Jaz sem še najprej mislil, ojoj, sem tako, ker sem se pripravljal, sem rekel, po Slovencev, po Hrvatu. Ponavljam bilo tako Hrvata, 2, 3 ali pa karkoli. Ne, to nikoli ne, sem vedel, da smo sami ta pravi, ampak tako bi, vsakeč, ko je nekaj novega, je tako, ne, en izziv. In sem rekel, kako bomo zdaj jaz to, slovensko, hrvaško, pol slovensko, pol hrvaško, tako razmišljal sem, ampak to smo posvobodili skupaj, smo naredili slovensko hrvaščino, ali pa hrvatsko slovenščino, malo hrvaško, malo slovensko. In je zadeva krasno klapala, sem ful vesel, res, tudi pogledajte, nikoli, tudi v 10 dneh nismo nikoli zamujali, vedno smo bili točni, se predstavljate, pa kakšen ritem, ni bilo to tisto, da rečeš, da, vsi hkrati, vse je lepo teklo, ful smo si pomagali, sodelovali, spoštovali, se sprejeli, da, res tako fantastično, ne. Tako da ja, ustvarili smo enkratno izjemno potovanje.
se vam res zahvaljujem za vse skupaj. Zahvala je Oskar je bil za vse, obojestranska. ne, kao. Ja, to je bil film, jaz sem. Ne, to smo mi skupaj ustvarjali, ne. Ja, lepo. Krasno. Malo pauze, ne da smo dali.